Problemov okoli vode je seveda veliko, ampak enostavno smo izhajali iz tega, da bi prikazali praktično vodo kot celoto in jo tudi porazdelili po razstavi, po razstavnih prostorih, to, kar je na voljo, se pravi v prvem voda in zemlja, v drugem potem od izvira do pipe in v tretjem res to problematiko. Najprej človek in družba, se pravi človek, rastlina, žival z vodo in povezano človekovo življenje, se pravi transport, prve civilizacije, energija, še turizem, te zadeve. V drugem delu, ki je pa rdeč z namenom, je pa tista kaplja čez rob. Se pravi, problemi z onesnaževanjem, premalo in preveč vode, potem UNICEF, ki se pač ukvarja z pomanjkanjem vode oziroma predvsem problematiko v nerazvitih deželah, pri otrocih tudi, ko se pojavljajo zaradi ali premalo ali umazane vode, recimo različne bolezni. In potem je tu seveda še ta zadnja kaplja, pa v Sudanu, Južnem Sudanu, v pokrajini Darfur pa z Nubami. Tudi to smo dodali zraven. Poskušali smo nekako čim bolj zajeti vodo, ki je dejansko res v nas, okoli nas, vse povsod. Prav tako je tudi voda, ki nekako izziva oziroma navdihuje, ne izziva, navdihuje, se pravi voda v umetnosti, v literaturi, v arhitekturi, v glasbi, v slovenskem ljudskem izročilu, voda v različnih svetovnih jezikih, pa v pregovorih. Voda je res vse povsod. Naše vodilo je bilo absolutno lokalno, se pravi Celje. Potem smo šli v Slovenijo in v svet. Zdaj, ker smo v Sloveniji, smo potem tudi nekako smo našli zelo lep otroški zemljevid in po tistem zemljevidu se sprehaja medvedek Lovro, ki je prišel iz Kočevskega Roga in tu se mu je potem v Celju pridružil še naš Herman Lisjak. Smo pa poleg tega šli tudi v svet. Tako da je vsaka zadeva dodana lokalno, Slovenija in svet. Prav tako razstavo spremlja naša Savinja z vsemi pritoki in pa sta glavnimi